V studiu pozdravljam sociologinjo religije in spola z Filozofske fakultete v Ljubljani, doktorico Anjo Zalta. Dober dan, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Ženska pokrivala, burke, naglavne rute so postala modni dodatki. Kako to? Kako si to razlagate? Ja, veste kaj, najprej, ko začnemo sploh govoriti o pokrivalih in naglavnih rutah, moramo definirati, o čem sploh govorimo, ne? Če govorimo o burkah, seveda je to nek specifičen objekt pokrivanja, ki je značilen predvsem za afganistanski prostor. Čador, na primer, za Iran, potem imamo nikab, kjer so sicer oči zunaj. Tako da v teh prostorih seveda ne bomo govorili o nekih modnih dodatkih. So pa druge dežele, seveda, ki poznajo določene vrste zakrivanja, kjer seveda to zakrivanje lahko vstopa tudi v polje, rečemo, modne industrije. Turčija, tudi bivše jugoslovanske dežele, Magreb, se pravi Maroko, Tunizija, Emirati, ki niso tako, bom rekla, strogi v tem smislu definiranja, mogoče tudi z religijskimi zakoni, da postavljajo, kako se mora ženska obleči, zakriti, pokriti. Seveda tu se dopušča to polje za religijske objekte, oziroma religijske objekte v smislu simbolov, kako se zakriva, da si lahko religijske potrošnice seveda tudi privoščijo modne dodatke v tem smislu seveda tradicionalnega islamskega zakrivanja. Moramo pa seveda tudi vedeti, da sam simbol zakrivanja ni vedno bil izključno religijski. Bil je tudi neka značilnost, pač kot modni dodatek v določenih prostorih, naprimer v bivši Jugoslaviji, kjer je feredža bila tudi dodatek v smislu modnega dodatka, kjer se je izvezlo na lep način, kjer je bila seveda tudi izdelava feredže izredno draga. V 19. stoletju morda je gospodinjstvo imelo samo eno feredžo in so si jo izposojali potem lahko celo. Tako da, ja, tu je seveda več dejavnikov, ki vplivajo na to, zakaj je to postala modna tržna niša. Seveda tudi zato, ker je to novo pokrivanje zdaj v teh deželah, ki morda prej niso poznale zakrivanja zaradi sekularizacije, tako kot Turčija, pa tudi bivša Jugoslavija, ki v nekem obdobju prepovejo tele simbole religijske v javni sferi. Zdaj v zadnjih desetletjih seveda vstopa religija nazaj v javno sfero in s tem tudi ženske iščejo svojo identiteto, kako v bistvu izkazati javno, vidno to svojo religijsko pripadnost. No, kako je pa z pokritimi ženskami v Sloveniji? Ja. Približno število vam je poznano? Ja, zdaj točnega števila ni. V bistvu teh raziskav, da bi točno lahko rekli statistično koliko. Po odgovorih islamske skupnosti na to vprašanje pravijo okoli 30 se jih pokriva. Zdaj imamo pa tudi nekaj burk v Sloveniji, ampak te bi verjetno lahko prešteli na prste ene roke. Tako da to seveda so, zdaj zakaj se pokriva, jaz vedno pravim, toliko kot je pokritih žensk, toliko je tudi vzrokov. Imamo seveda od neke patriarhalne tradicije pa do tega novega zakrivanja, kjer ženska išče svojo religijsko identiteto, želi se izkazati, lahko je to tudi znak političnega islama, kar večinoma te burke, ki iz, rečemo, afganistanskega okolja vstopajo tudi v evropski prostor, ampak te so zelo redke, to moramo vedeti. Večinoma ženska seveda želi svojo religijsko pripadnost izkazati z nekim simbolom. Sploh, ko išče, rečemo, na novo to svojo identiteto, sploh priseljenke v slovenskem prostoru razmišljajo, kako na novo tudi se povezati spet s svojo, rečemo, tradicijo svojih prednikov in v tem smislu seveda tudi uporabijo, iščejo te vidne simbole, da lahko pokažejo. Glede na tako majhno število pokritih žensk islamske veroizpovedi v Sloveniji, kaj nam to pove o njihovi emancipaciji? Ja, zdaj seveda problem, jaz ko sem spraševala, zakaj je tako malo zakritih, so rekli, problem je v tem, ker dejansko ne morejo dobiti službe, če so zakrite. V bistvu gre za to diskriminacijo na podlagi oblačilnega artikla. In zato se mnogo žensk, tistih tudi, ne mnogo, ampak tiste, ki bi se odločile, da bi se zakrile, ne zakrijejo zato, ker enostavno vedo, da ne bodo mogle biti družbeno aktivne, da ne dobijo službe. Jaz poznam nekaj primerov visoko izobraženih žensk, ki se zakrivajo več let, iščejo službo v Sloveniji, na žalost je ne dobijo. Kaj pa tiste, ki so mogoče emancipirane, zato ker so tudi že rojene v Sloveniji, so se tukaj izobrazile in so mogoče ta patriarhalna načela nekako pustile ob strani? Zdaj, seveda problem je v tem, ker mi enačimo odkrito žensko z emancipirano žensko. Moramo vedeti, da v muslimanskem svetu mnogo islamskih feministk se poslužuje na novo zakrivanja.
kot na eni strani protest morda proti sekularni, tega religijsko prazni v javnem smislu družbi, na drugi strani pa tudi protest proti patriarhalnemu sistemu v smislu, da ženske omejuje na zasebno sfero, seveda gre tu za paradoks, ne? Potem pa lahko zakrita vstopa nazaj v javno sfero in gre v javne službe, se vozi z javnimi prevoznimi sredstvi. Ne? Seveda gre za paradoks, ampak hočem reči spet, ne, različne so te pozicije, zakaj se zakrivajo. No, večina priseljenk v Sloveniji prihaja iz območja nekdanje Jugoslavije, ki je v 50 letih prepovedala pokrivanje. Je mogoče tudi zaradi te prepovedi manj pokritih žensk danes v Sloveniji? Sigurno je ta zakon v začetku 50 let na nek način povzročil šok, ne, ker moramo vedeti, takrat zakrivanje, niso se zakrivale samo muslimanke, rečemo v 19. stoletju v bivši Jugoslaviji, mislim, prostoru bivše Jugoslavije, takrat seveda ne govorimo o Jugoslaviji, za časa Otomanskega cesarstva in potem Avstro-Ogrske, ne, so zakrite tudi kristjanke, tudi judinje, se pravi katoličanke, pravoslavke, ne samo muslimanke, ne. Zdaj, Avstro-Ogrska seveda na nek način s tem, da začenja tudi, skuša prepovedovati, ne, zakrivanje, je to samo en del, en dejavnik, ki želi modernizirati ta prostor, želi evropeizirati ta prostor, ne, da ga pač deorientalizira, če lahko tako rečemo, ne. Seveda z Jugoslavijo, s pojavom Socialistične federativne republike Jugoslavije se pa vpelje zakon, kjer se religija ostro loči, ne, od te, bom rekla, javne sfere in se vpelje zakon, da je pač zakrivanje prepovedano, plačuješ, mislim, če se zakriješ, ženska je takrat, mislim, da je bilo 20.000 dinarjev ali celo 2 leti zapora, ne. In to je seveda za mnoge, ker je zakrivanje bilo znamenje tudi njihove identitete, povzročilo mnoge travme tudi ženskam. Obstajajo zapisi teh žensk, ki so bile prisilno odkrite, zato ker, se pravi, ni bil to samo znak njihove religijske pripadnosti, ker so se zakrivali tudi kristjanke, muslimanke, mislim, tudi pravoslavke, ampak v bistvu del njihove, bom rekla, tradicionalnega načina življenja, vzgoje. Tako, nekih moralnih vrednot. Mogoče samo na kratko, kaj pa je danes pravo merilo emancipacije? Ja, zdaj, če bi vprašali muslimanke, ne, v Sloveniji bi rekli, seveda, jaz sem vprašala, kaj za muslimanko emancipacija, to gotovo ni, da odvrže ruto, ne. Možnost izobraževanja, ne, ikre, imperativ v Koranu, v sveti knjigi Islama je izobražuj se. Se pravi, možnost izobraževanja, potem gotovo tudi zaposlitev, tudi možnost seveda dedovanja, izbire partnerja in tako naprej, ne. Ampak, če bi vprašali muslimanke v Sloveniji, to, kar sem pač jaz naredila, je izobraževanje, možnost izobraževanja. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in tale pogovor. Hvala lepa, hvala.